Poglejmo poudarke današnjega Pomurskega dnevnika. V Tešanovcih nastaja nov projekt Zlato polje. V studiu nas je obiskal Gašper Marič. Včeraj se je na Brdu odvijal posvet o kmetijstvu. Preverili smo trenutno stanje na pogorišču v Puconcih. Podeljene so nagrade Zlati kamen 2025. Vreme, kljub vetru nas na vzhodu države jutri čaka še nekaj sončnih žarkov. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnjem Pomurskem dnevniku. V Tešanovcih, v neposredni bližini priljubljenega turističnega naselja Moravske Toplice, so začeli z gradnjo turističnega objekta. Gre za projekt Zlato polje, ki bo gostišče z nastanitvijo. Zlato polje gradi podjetje Lumar iz Limbuša. V Pomurju v Tešanovcih, v neposrednji bližini priljubljenega turističnega kraja Moravske Toplice, v režiji podjetja Grede nastaja nov turistični objekt, ki so ga poimenovali Zlato polje. Investitor se je odločil za gradnjo v sodelovanju s podjetjem Lumar iz Limbuša pri Mariboru. Gre za trajnostno gradnjo iz naravnih materialov. Tukaj se danes začenja graditi objekt Zlato polje, ki gre za turistično trajnostno nastanitev. Zato je sigurno prava izbira, da se takšni projekti podprejo tudi z ustreznimi gradbenimi materiali. In les kot obnovljiv naravni material je vsekakor prava izbira. Njegove glavne prednosti so z vidika tehnike, da ponuja odlične tehnične karakteristike, da je z vidika trajnosti ima sposobnost shranjevanja ogljikovega dioksida, seveda pa, kar je pomembno tudi za bodoče obiskovalce in goste, ponuja izjemno prijetno bivalno ugodje. Les daje neko naravno toplino, v katerem se nekako ljudje počutimo tudi boljše in bolj prijetno. Projekt se sicer ne bo bistveno razlikoval od drugih gradenj v smislu energetske učinkovitosti. Neke razlike v smislu energetske učinkovitosti v primerjavi z ostalimi gradnjami ni, saj energetska učinkovitost je opredeljena zakonsko in jo morajo izpolnjevati takšne in drugačne gradnje. Je pa dejstvo, da ima lesena gradnja neke prednosti, da lahko mi z tanjšimi stenami dosežemo enako izolativnost kot pa pri masivni gradnji. Gradnja z lesom pripomore k udobnejšemu počutju in konstantni temperaturi v objektu, seveda pa je pomemben tudi vidik trajnosti. Vsekakor pa je tudi v smislu trajnostne zasnove in oblikovanja objekt poseben. Ob lesu, ki je osnovni gradbeni material, je tukaj uporabljena tudi izključno naravna izolacija. Stene so izolirane z celuloznimi vlakni, na strehi je tudi celulozna vlakna, kritino imamo z slamo, tako da se tudi objekt spaja z okoliško arhitekturo. Tovrstna gradnja je pomembna za prihodnost gradenj in Lumar ima na tem področju bogate izkušnje. Podjetje je najbolj prepoznavno po gradnji individualnih hiš. Moram reči, da že imamo v našem podjetju kar nekaj izkušenj tudi z velikimi objekti. V imenu investitorja podjetja Grede, ki gradi gostišče Zlato polje, je gradnjo oziroma začetek le-te opisal Fran Cipot, ki pravi, da je bil res temelj že postavljen, a gradnja, kot je načrtovana, se je šele začela. Danes smo investitorji gostišča z nastanitvijo Zlato polje v Tešanovcih res izjemno zadovoljni. Saj se je začela v bistvu gradnja. Čeprav, kot vidite, je betonski del, torej temeljni del bil že narejen, smo seveda vsi čakali ta današnji dan. In veseli nas, da je podjetje Lumar, ki je bil izbran za glavnega investitorja, v bistvu torej pravzaprav na dan ali pa na uro natančno prišlo na gradbišče in začelo z montažno gradnjo. Tudi Cipot gradnjo opiše kot trajnostno in tako, da se bo skladala z okoljem in povezovala na točki, kjer se srečuje Goričko, Ravensko in Dolinsko. Gre v bistvu za trajnostno gradnjo,
nekega objekta, ki bo tu v srcu Prekmurja. Namreč stojimo ravno v središču Prekmurja, kjer se stikajo trije svetovi, Ravensko, Dolinsko in pa Goričko. Torej tu na obrobju Goričkega stala nova, zelo zanimiva gostinska turistična destinacija. Drage gledalke in gledalci, danes v našem studiu pozdravljamo mladega, znanega, ambicioznega Gašperja Mariča, sicer ga verjetno večina poznate iz ansambla Aktual, kjer je pevec, harmonikaš. In po novem vam predstavljamo še kakšno novo njegovo vlogo. Gašper, lepo pozdravljen v našem studiu, dobrodošel. Lepo pozdravljena Edita in lepo pozdrav vsem vašim gledalcem. Torej, omenila sem že ansambel Aktual, ljudje te verjetno poznajo kot pevca, harmonikaša v tem ansamblu. Če začneva torej najprej pri tej zgodbi. Tako, moja življenjska zgodba se je začela vrteti okoli glasbe, okoli ansambla in tako kot si že sama omenila, s fanti smo začeli snovati en super ansambel Prekmurski dečki domače, s katerimi smo začeli graditi novo zgodbo, nove skladbe, avtorske skladbe, katere so postale zelo priljubljene takrat po celi Sloveniji in tudi zdaj, ko so mogoče malo v ospredje bolj prišla ta socialna omrežja na YouTubu, tako da jaz sem res srečen in vesel, da lahko to zgodbo kot Prekmurec ustvarjam. Sicer pa je ansambel Aktual samo peščica tvojih aktivnosti, Gašper, če tako rečeva. Sam si že omenil socialna omrežja, milijonski ogledi, povej nam kaj več. Tako je, začelo se je z idejo, da frajtonarca je itak inštrument narejen za našo domačo slovensko glasbo, ki ga zelo spoštujem in zelo cenim. Ampak imel sem idejo, zakaj pa ne bi na frajtonarcu se igrali tudi svetovni hiti, se pravi svetovno znanih popularnih glasbenih skupin. In tako sem začel z Sara Perketiamo enkrat na TikToku, objavil, bilo je, meni se zdi, da sprva 70.000 ogledov in veš, potem je tako variralo, tam do 100.000. Potem se je pa zgodil enkrat en premik in so ogledi narasli na čez milijonske oglede, tako da potem sem jaz dobil tudi večjo prepoznavnost in na Instagramu in na TikToku. Začela so se nova sodelovanja z različnimi podjetji. In dvignil dejansko harmoniko, frajtonarco, podal ljudem, da dejansko lahko z njo narediš tudi kaj drugega oziroma igraš vse zvrsti glasbe. Tako da jaz sem na to res ponosen. Zdaj, sam si že omenil, da mogoče je res harmonika en izmed tistih instrumentov, ki jih vsi nekako dajo v ozadje ali pa res imajo takrat, ko je kakšno praznovanje, potegnejo ven pa rečejo, dajmo za eno na harmoniko zaigrati. In dejansko si dvignil, bom rekla, ime ali pa sloves harmonike na en precej višji nivo, pa kljub temu, kaj je bila iztočnica za to, da si se odločil svetovne uspešnice začeti igrati tudi na harmoniko? Bilo je dejansko, vse skupaj se je začelo, tako kot si sama omenila, harmonika, domača, fešta, ampak zakaj ne bi? Zakaj ne bi šli malo izven okvirjev? Zato, ker izven okvirjev so tudi večje publike oziroma več ljudi te lahko vidi. Zakaj ne bi probali? Na tak način sem jaz dejansko vse to skupaj potem zapakiral in seveda je vse skupaj bilo tudi studijsko podprto, saj imam doma tak majhen domači studio in potem jaz celotno zgodbo z bendom svojim, se pravi računalniškim, ki ga sam doma posnamem, dejansko skupaj igram, tako da potem to zveni še mogoče bolj polno oziroma res super. Ravno zaradi teh tvojih milijonskih ogledov, Gašper, se ti je pred kratkim zgodila še ena nepozabna zgodba z enim zelo prepoznavnim bendom, če tako rečemo. Povej nam kaj več. Tako je, na podlagi, kot sem že prej povedal, na podlagi vseh teh izkušenj, ki sem jih skozi leta na TikToku ustvarjal in buildal, po domače povedano, seveda se to opazi. In tako sem bil povabljen z strani Jerneja Šavla, ki igra pri znani skupini Dubioza kolektiv. Mimogrede z njim sva skoraj tudi soseda, ampak videl je to zgodbo kot nekaj ful dobrega, kar bi lahko Dubiozi na
koncertu mogoče popestrilo, ne. In zato smo se potem odločili, da skupaj naredimo šov na 20. obletnici Dubioze kolektiv v dvorani Litostroj Ljubljane. Tam je mega uspelo, dejansko vse skupaj, tudi z njimi smo posneli par TikTokov, tako da tudi tisto je zelo postalo tako gledljivo na koncu. Potem pa, ker je tisto sodelovanje tako dobro uspelo, smo oziroma do dogovora je prišlo potem letos še enkrat, da bi pa nastopili z istim šovom še dejansko Na Ptuju? Na Ptuju, tako. In potem smo dejansko zgodbo ponovili, jo malenkost nadgradili in meni je bilo fenomenalno. To je taka izkušnja, da še enkrat hvala vsem in še enkrat srčna skupina Dubioze kolektiv, neverjetno. Jaz mislim, da tukaj na štajerskem koncu je to bilo še boljše slišati, ne? Ker vseeno harmoniko imamo v krvi, kakorkoli obrnemo. Pa seveda, sej meni je to dejansko, glih to je to, ne, slovenska harmonika, tuja skupina, zakaj ne bi, vedno se ponavlja isti vzorec, zakaj ne bi probali svetovne hite, zakaj se ne bi probali s harmoniko združiti z Dubiozo kolektiv, zakaj, sej pa na koncu je ipak vse glasba in glasbeni smo prijatelji, zakaj pa ne? In ko že omenjaš, zakaj pa ne, prihaja še en nov projekt, kjer si tudi rekel, zakaj pa ne, ne? Spet harmoniko predstavljati še mlajšim generacijam. Konec koncev jim jo pokazati kot inštrument, ki je lahko parira tudi s kakšno kitaro, s trobento, s katerimkoli drugim instrumentom, kaj ne? Tako je, jaz sem v začetku svoje kariere na harmoniki dejansko igral klavirsko harmoniko. Jaz sem končal nižjo glasbeno šolo v Murski Soboti in potem je bil problem, zato ker sem jaz imel pa zelo veliko željo igrati frajtonarco. Že odprej, tudi ko sem že igral klavirsko harmoniko, ampak takrat, ko sem, se pravi leta 2011, ko sem končal v Murski Soboti glasbeno šolo za klavirsko harmoniko, ni bilo dejansko poti, kam bi jaz v Prekmurju lahko šel, da bi se kvalitetno naučil igrati diatonično harmoniko. Zato sem po ustrezno znanje hodil v Velenje. Vsak teden, 1 uro pa pol tja, 1 uro pa pol nazaj. Vožnje je bilo zelo veliko, ampak se je splačalo, zato ker zdaj določeno znanje o harmoniki imam. Zato bi zelo rad predal tudi mlajšim generacijam. Namreč jaz poučujem že nekaj časa, ampak sedaj sem se pa odločil, da se podajam na svojo samostojno pot, ustanavljam glasbeno šolo Aktual. Tako da v Prekmurje prihaja ena prava šola oziroma en tak mladosten pristop, pristen za diatonično harmoniko. Lahko menim, da bomo se v glasbeni šoli potrudili, da bodo vsi dobrodošli, se pravi, mislim lokacijsko, se pravi od Hodoša pa do Lendave. Kdo se bo želel učiti pri meni, je vedno dobrodošel. Moram reči, Gašper, da imaš res eno tako super energijo in verjamem, da si vsi starši želimo takšne učitelje za svoje otroke. Torej, september bo mesec, ko odpiraš tudi svojo glasbeno šolo Aktual, kjer boš dejansko na mlajše rodove, če tako rečeva, prenašal znanje harmonike in zagotovo ti bo uspelo, sem prepričana. Tako da, Gašper, hvala lepa za obisk v našem studiu in upam, da če ne prej septembra spet, da nam poveš, kako se kaj obnese tale tvoja glasbena šola Aktual in koliko imamo lahko postavljenih upov na mlade harmonikaše. Hvala lepa za obisk v našem studiu. Hvala vam. Včeraj se je na Brdu pri Kranju odvijal posvet o prihodnosti kmetijstva, o potrebi po stabilnih usmeritvah, katerega sta se udeležila ministrica za kmetijstvo in generalni direktor Direktorata za kmetijstvo pri Evropski komisiji. Ministrica za kmetijstvo je v svojem uvodnem nagovoru poudarila pomembnost kmetijstva že skozi zgodovino. Obenem pa je predvsem osredotočena na nove vizije in prihodnost. Izzivov je veliko, predvsem pa menim, da iščemo dolgoročne cilje, kako ustvariti stabilno kmetijstvo. Po njenem prepričanju je potrebno stopiti na pot pospešenega prilagajanja na podnebne spremembe ter tudi na prenovo generacijskega sektorja, saj brez tega ne bo prihodnosti slovenskega kmetijstva. Mladim kmetom je po mnenju ministrice potrebno dati jasen signal, da jih družba ceni. Podobno pa razmišlja tudi generalni direktor in ob tem našteje ključne elemente, ki bi bili potrebni za dosego teh ciljev. Farmers need a fair standard of living. They need a good income.
Secondly, I think they need a competitive and resilient agriculture. What does this mean? I think, firstly, there should be simple rules for farmers, but also I think they should have similar rules than competitors in other parts of the world have. If you look at the last farmers' protests, farmers protested that products come to Europe which do not meet our production standards. So I think there is a question of a level playing field which is important for farmers. Tudi glede finančne podpore države je ministrica jasna. Jaz predvsem si želim, da imamo v spredju prehransko varnost, prehransko suverenost, kako zagotoviti stabilno samooskrbo, o kateri govorimo, in na koncu, kako to ponuditi slovenskemu potrošniku. In ko imamo jasen cilj, kaj želimo doseči, nas dejansko financiranje, spodbude tovrstne ne bi smele zmotiti, ko iščemo družbeni konsenz. Tretji dan po požaru smo na Centru z ravnanjem odpadkov Cerop v Puconcih preverili trenutno situacijo. Več pa v prispevku. Po besedah župana se situacija na pogorišču v Puconcih počasi umirja in izboljšuje. V sklopu intervencije še kar poteka odstranitev objekta, da nekako lahko potem do centra, do žarišča tega požara pridemo. Kot vidite, dim je še prisoten, vendar je vse pod nadzorom. Tudi meritve današnje, torej o kvaliteti zraka, so pokazale, da se je ozračje zelo izboljšalo, očistilo. Predvsem v naselju Puconci, kjer je osnovna šola, torej včeraj je še bilo zadimljeno. Zdaj prve meritve danes dopoldne kažejo PM10 delce v vrednosti 28, kar kaže na dobro kvaliteto zraka. Jutri se napovedujejo sunki vetra tudi do 60 km/h, kar pa povzroča skrb tudi odgovornim. Seveda me skrbi. Skrbi me zato, ker do zdaj so bili tisti odpadki dejansko bolj kot ne pod streho, torej zaščiteni pred vremenskimi vplivi. Zdaj bodo pa na odprtem. Jaz upam, da bomo pač do večera nekako uspeli, oziroma bodo gasilci uspeli rešiti ta manjša žarišča. In kako naprej? Jaz predvidevam, da se bo intervencija dejansko počasi zaključila. Ostala bo najverjetneje še požarna straža. Za nas se pa dejansko šele začne tista prava kalvarija in delo. Po bistvu tudi še sami ne vemo, kako točno bomo pač uredili to goro odpadkov. Murska Sobota je včeraj gostila konferenco Zlati kamen 2025. Ta je združila predstavnike občin, strokovnjake in odločevalce z področja lokalnega razvoja. Več o podeljevanju nagrad pa v prispevku. Laskavi naslov Zlati kamen 2025 je letos pripadel mestni občini Kranj, ki s svojimi inovativnimi pristopi na področju pametnega mesta in trajnostnega razvoja postavlja nove standarde. Kranj izstopa tudi na področju zelene energije, saj občina vlaga 20-krat več sredstev na prebivalca v obnovljene vire energije kot povprečna slovenska občina. Nagrado je prejela tudi mestna občina Ptuj, ki je postala regijska zmagovalka izbora Zlati kamen za vzhodno Slovenijo. In po čem Ptuj izstopa? Po veliko stvareh, so zapisali v obrazložitvi nagrade. Uspešni so pri spodbujanju podjetništva in izstopajo po deležu hitro rastočih podjetij. Ob enem pa so edina mestna občina, ki s prireditvami spodbuja razvoj kmetijstva. In vse to prinaša otipljive in merljive rezultate. Glede na indeks razvojnega položaja ISO je Ptuj v desetletju napredoval za kar 80 mest. Sicer pa se je včeraj zraven Zlatega kamna podeljevala še nagrada za občino zdravja. To podeljuje Nacionalni inštitut za javno zdravje. Letos je nagrado prejela občina Ravne na Koroškem, saj so njihovi programi na področju javnega zdravja, telesne dejavnosti in duševnega zdravja postali zgled drugim slovenskim občinam. In ne pozabimo, lanskoletna zmagovalka Zlatega kamna je bila občina Murska Sobota, ki je gostom ob tej priložnosti predstavila svoje trajnostne projekte in pristope k dvigu kakovosti bivanja. Poglejmo še vreme. Za jutri se napovedujejo močni sunki vetra, vremenoslovci pa nam na vzhodu države obljubljajo še nekaj sonca. Več pa v nadaljevanju.
Danes je bilo v Pomurju delno oblačno vreme. Tako v Krajinskem parku, v Murski Soboti, v Radencih in Lendavi so namerili 14 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, več sonca bo v vzhodnih krajih, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno nekaj dežja. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, jutranje temperature pa bodo vse od 5 do 10 stopinj, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu države okoli 10 stopinj. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo jutri od 8 do 10 stopinj, čez dan pa lahko v Mariboru pričakujemo 13 stopinj, medtem ko se bo v Murski Soboti in na Ptuju ogrelo do 15 stopinj Celzija. V naslednjih dneh lahko v Murski Soboti ob jutrih pričakujemo od 5 do 10 stopinj, čez dan pa se bodo temperature dvignile tudi do 15 stopinj Celzija. V petek zjutraj se bodo padavine na zahodu okrepile in se razširile nad vso Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ob morju okrepljen jugo. Nekoliko hladneje bo. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Ukolikor želite izvedeti še kaj več o dogajanju v Pomurju, pa vas vabimo k obisku naše spletne strani ali pokukajte na naša socialna omrežja. Hvala lepa za vašo pozornost in nasvidenje spet jutri.